Pa se veš, ne, DSC off, vse off, kar se da off, pa greš malo takole, pa malo takole, pa malo takole, pa malo takole. Zdravo, a veš, da mi kar malo paša v avto se usedeti po parih dneh, pa narediti kakšen kilometer, čisto sam tako, iz ljubezni do vožnje. A veš, jaz toliko časa v avtomobilu preživim, da ga pol par dni ne sedem za volan, da je vse skupaj kar malo hecen, čuden. Tako pridem za volan pa rečem, koliko tole paše. Shit, kam bom pa jaz parkiral ta propeler? Ama če ga sam ne dam. Shit, skoraj mi je tole. Drugače pa nehimo se delati, no. Saj vsi vemo, da smo tukaj zato, da gremo čez sladko-kisle. Pri sladkih bom začel kar s tisto stvarjo, kar se meni zdi, kar se tiče tega avtomobila, najbolj pomembna. To je v bistvu vsakodnevna uporabnost. Nimaš občutka, da voziš en športno orientiran stroj. Pri M2 recimo ni šans, da se ti to zgodi, ne. Ko on skozi grize pa prganja pa ti pravi, dej stari, pa teri me jebemo sunat, zato me imaš. Ta pa prav, stari, koliko boš ti rekel, če bi šel počas, bomo šli počas, če bi šel rad hiter, bomo šli pa zelo hiter. Tukaj govorim tudi o voznih lastnostih, zato ker je podvozje tega avtomobila nastavljeno tako, da je res user-friendly, da je daily driver za šalo. So sedaj hodla, je rekel. No in vzporedno s to vsakodnevno uporabnostjo se pa sklada tudi videz. In to je ta druga, ta sladka. A veš, zato, ker ta avto pač je športno, ampak se mi vsem zdi, da je tako, veš, diskretno, malo bolj pritajeno. Ni tako, da bi te klofnil koliko ksihta pa rekel, kva je zdaj s tabo. A se gremo voziti, a se ne gremo voziti. Ajde, feltne pa odbijač izdate, da je malo bolj strupen, ne? Ampak drugače, če pa nisi ful pozoren, se pa na ulici 1, 2, 3 mimo tebe odpele, pa nimaš pojma, da ima toh konjev, ki jih ima. Ta tretja, ta sladka, tele plave zadevšne, ki se skrivajo za feltnem. Pri športnih avtomobilih je tako, da bremze pri vsakmu držijo kakšen kilometer, dva v nulo, ne. To sploh ni problem. Pa se pa začnejo kilometri nalagati, ne. Pa hitro vidiš, ne, kateri so malo boljš naredili svojo nalogo, kateri so pa malo slabši. No in jaz sem se s tem avtom odpeljal na eno malo daljšo športno turo, pa moram reči, da pač nekako ni hotel popustiti. Ta četrta, ta sladka je pa cena. Ampak sam pod enim pogojem, da potem noter ne nabutaš še za 15 ali pa 20 ur dodatne opreme, ne. Ker to je pa pol že malo preveč. Zdaj pa preden pošizite, ne razložim. Ta avto mislim, da stane 46 jurjev pa pol. Zdaj po eni strani je to ogromna številka za tako kratek, kompaktno avtomobil. Po drugi strani se tudi zavedam, da recimo Ford svojega Focusa RS ponuja za, mislim, da dobrih 6 jurjev 600, 6 jurjev 700 manj. In tukaj je že neka razlika, ne. Ampak po eni strani, veš, stranke, ki kupujejo Forda RS, pa stranke, ki kupujejo BMW-ja M140i, so čisto različni ljudje. In ljudem, ki kupujejo športne BMW-je, teh 6 jurjev pač preprosto ne pomeni toliko. Pa kar se cene tiče, ne, a veš, 46 500, pa 64, pa še nekaj, kolikor stane M2. Mislim, se med njima razlika je kar velika, ampak če je toliko velika, pa spet nisem ziher. Ta peta, ta sladka, pa tudi ni glih tako zanemarljiva, no. Gre pa za faktor zabave. Pa ne samo zaradi motorja. In grede, lahko so gor lepo napisali. Veš? Pa če že res, ne, da 340 konjev, ki jih tale 6-valjnik razvije, ni kar tako, ne, avto potisne dobro 100 na uro, ampak le, kje sem? Sneg okrog mene, kamorkoli pogledaš. Slovenija, odkud lepote tvoje. In valjda so najbolj hecni tisti, ki pravijo, pa kaj boš ti z zadnjim pogonom v BMW-ju na snegu? Fantje pa punce, na snegu se zabavaš glih takrat, ko ni oprijema. Ne takrat, ko je oprijem. In pri temu ga je še malo manj, kot pri vseh drugih. Tako no, sam povem. In polk imaš eno tako igračo v rokah, ti sneg začneš iskati, ne se ga pa izogibati. Pa se veš, ne, DSC off, vse off, kar se da off, pa greš malo takole, pa malo takole, pa malo takole, pa malo takole. Jaz ne vem, no, jaz sem kar dosti užival, sicer pa, poglejte tole. Zdaj pa preden pičimo na kisle, ne, en tak intermeco. Daj mi povejte, no, a ste vi un tip človeka, ki kupite televizor doma, pa pol unih nalepk dol ne snamete še 3 leta, zato ker ste tako ponosni, da imate nov televizor? No, meni se to zdi smešno, prav. Tako da dajmo mi to lepo kar dol. Ok, pičimo na ta kisle. A veš, jaz nisem glih velikan, ne, 1,75 m pa še kakšen drobiž zraven, pa ko se jaz spredju sedem, pa se pa v zadju sedem. Ne vem, no, a se kaj vidi? Tukaj le zadnji sem jaz utesnen, kot v enem kupeju. Pač, enim je to všeč, meni pa ne toliko. Pa še ena na hitrco, veš, ko imajo avti včasih tako v zadnjih vratih kakšen predalček, za kakšno pijačo, pa kaj podobnega. Pa tudi v kufru. Dobro, no, sanke gre noter zlahka, da bi pa tukaj rekel, gremo s familijo za 14 dni nekam,
bi pa hitro začel razmišljati o kufru na strehi. Ta druga, ta kisla pa, jaz trdno verjamem, da sem tukaj v manjšini, ampak ne morem čisto nič pomagati za to. Meni enka, pa kakršnakoli je, navaden dizel ali pa tale, tako, na pogled, ni mi to všečno. Ta tretja in ta zadnja ta kisla je pa poraba. Je pa res, da sem mogoče sam kriv za to. A veš, nekako se ne znam spustiti pod 13,7, pa čeprav vem, da se da ta avto voziti tudi z 10 litri. Pač ne gre, ne vem, a mi kdo lahko pomaga? Reč kar češ, ne, ampak tole je pa kar tempo.